Večino dela je res postorjenega, vendar še nas kljub temu čakajo kar naporni dnevi, saj vremenska napoved nam ne gre na roko. Pričakujemo kar obilne snežne padavine, jutri in pojutrišnjem se napovedujejo kar ogromne količine snega, tega se bojimo, kajti to nas pa potem čaka težko delo. Takšno je običajno poročilo nekaj dni pred ženskimi tekmami svetovnega pokala v alpskem smučanju, ki jih organizirajo v Sloveniji. Zlata lisica je doživela in preživela 50. izvedbo. A tokrat ne bomo govorili le o zmagovalkah, ampak o tistih, ki se vsako leto trudijo pripraviti čim boljšo progo. Brez njih ne bi bilo zlate lisice, oziroma bi jo iz Maribora selili še pogosteje kot le 8-krat. Ko sem bil od 55 leta začel pri Braniku smučati, pa smučal, pa to pa mislim tekmoval do 65 leta, potem pa lisica se je že prej začela, tako da sem, ko smo pač bil, pa poznal sem te ljudi tu, Sevčnikara, Senčara, pa to s tem, tako da, pa nekako te vleče zraven, tako da vztrajaš. Leta 1964 je zaživela zamisel Dušana Senčarja, predsednika Branika. Podprl ga je tudi žičničar Franci Čop in turistični delavec Marjan Kožuh. Takrat se je začela udejanjati zgodovina zlate lisice. Tako kot letos so bile tudi pri prvem tekmovanju težave s snegom. Ker ga je bilo premalo, so namesto veleslaloma izpeljali 2 slaloma. Začel sem pri prvi lisici, takrat nisem bil na terenu, ampak sem bil kot fotoreporter. Naslednje sem pa začel leta 70, 68, 70, takrat sem bil pa skozi pri tem tehničnem odboru in na delo na poligonu za zlato lisico. Zdaj, kaj se je spremenilo? Dosti se je spremenilo. Včasih nismo imeli ratrakov. Včasih je bilo pomanjkanje snega, kako smo delali. Imeli smo neke rorčeke, potem smo spuščali in smo to nanašali na teren. Potem so prišli vojaki, ki so nam pomagali z plahtami. Na plahte smo nanosili sneg in s tistimi plahtami potem na teren, tako da vsega je bilo, vsega. Spomnim se, tu smo bili v Kranjski gori, takrat, ko je bila svetova prva. 3 dni in 3 noči je deževalo. Premočeni, obedi, zjutraj smo še na vitalcu stali in čakali ratrak, da je prišel gor. Ja, vsega je bilo, dosti je bilo. Naslednji dan je bilo pa to, da je od zgornji del snežilo, tu spodaj pa deževalo. Pa smo imeli pa problem, tisti sneg ven odnesti. Tako da, takrat je šlo na knap. Ker so eni malo takrat zavozili in pa je šlo na klap, je pa šlo. Vse teh stvari je bilo dosti. Recimo bilo je enkrat tako, da smo se zvečer pogovarjali, gremo v Kranjsko goro, ker ni bilo snega. Čez noč napade več kot pol metra snega. In kaj zdaj? Ja, nič, ne gremo v Kranjsko goro, bomo tu naredili lisico. V bistvu smo bili že mladi fantje, ki nam je Senčar zaupal, tako da smo hitro prevzeli vloge kot vodja proge in potem naprej. In mislim, da smo odlično delali za tisti čas. Bilo je treba marsikaj postoriti, lisica je bila stalno v težkih okoliščinah. Malo kdaj nam je vreme poslužilo, ampak stalno smo se nekako znajdli, večkrat smo jo selili, ni bilo lahko. Včasih smo jo naredili z levo roko, mislim, da zdaj v zadnjem času pa stalno težje. Če ravno imamo vso tehniko za sneževanje, se pravi teptalce, ampak tukaj v Mariboru je, ne vem, ali je to nekaj narobe, ali ne vem, res se treba potruditi, zime so stalno slabše, to je tudi res. V 50 letih so nastale številne zgodbe, tako na progi kot ob njej. Pa številne selitve tekmovanja, ki je največkrat gostovalo v Kranjski gori in po enkrat leta 1974 v avstrijskem Bagdaštajnu ter naslednje leto na Jahorini. Dogajalo se je tudi, da so izpeljali eno tekmo, drugo pa so morali iz različnih razlogov odpovedati. Najtežje je, ko se trudiš, pripraviš, pa misliš, da si naredil v redu,
pa je bila tekma povedana, parkrat se nam je to zgodilo, jaz sem bil zelo razočaran tudi ljudi, poleg težko motiviraš še za naslednji dan, ali pa recimo odpada nam je veleslalom, pa je drugi dan bil odličen slalom, se je zgodilo leta 85, ne, smo imeli odlično progo pripravljeno, povabili smo, ravno se je šlo, da bi moški nastopili v Mariboru, takrat smo imeli odlično ekipo z Križajem, z Petrovičem, Stenmark, vsi so prišli. Proga je bila res odlična, ampak popoldan zvečer je začelo padati in do jutra je neusmiljeno padal dež. In Serž Lang je bil takrat tudi gost Senčara. Predolgo so bili v Vinagovi kleti in je zjutraj zamudil. Jaz garantiram, če bi on pravi čas prišel na teren, bi tekma šla, ker je proga bila še stalno v stanju, da bi jo zabetonirali, pa bi lahko vozili. Ampak seveda, vplivi Avstrijcev, vseh drugih so bili, da nam tekmo vzamejo, tako je še zdaj, ker tekme se delajo za denar, je biznis in tu odstopanja ni, ne. In je bilo zelo težko mi, da je ta tekma odpadla. Bilo je 30 000 ljudi je prišlo v našo areno in tekma odpade. Naslednji dan ženska tekma, ženske vemo, kak so, ne, še moraš se bolj potruditi, bilo je odlično, ampak spet je bilo tako, da smo morali, da smo glasovali. Takrat sem dejansko od vodja proge še bil v žiriji in Sevčnikar, Ivan in gospod Kreček smo glasovali za tekmo, tuja dva trenera sta glasovali proti, ampak smo vseeno zmagali in bila je odlična tekma. Proga je bila res odlična in pol so se nam ti tujci opravičevali in tudi od FISE smo dobili kot najboljša tekma za to sezono v tem letu. To se pač dogaja, ne? Mi smo mali narod, se moramo izredno truditi in pokazati dosti več kot recimo ti veliki centri, ki so v Evropi. Tako je, mnogokrat se je tako zgodili, da so nas tudi preglasovali, ne? Tudi takrat, ko so recimo samo Hrvatice in naše so peljale za kot eno poizkušnjo, ne? In hrvaški trener takrat in vsi, Janica je bila dobra, je rekel Kostelić, gospod Kostelić je rekel, proga je odlična, mogli bi voziti, ne? Ampak žal tekma je odpadla. Seveda je tega preveč, ne? Ne bi se smelo to dogajati, da bi stalno mi bili na takih preizkušnjah, tudi za letošnjo Lisico, ne? Jaz še zdaj govorim, progo bi mogli pripravljati v Mariboru in v Kranjski Gori, istočasno, dve ekipi. Mi smo bili v stanju to narediti, mi smo to pokazali, da smo zmožni tega. Mi smo napravili mladinsko svetovno prvenstvo na Kopah, smo šli iz Maribora, ni bilo nič snega. Ena ekipa delala v Mariboru sneg, ostali smo na Kopah pripravili odlični smuk in super G, oni so pripravili tukaj snežno podlago in smo speljali mladinsko svetovno prvenstvo odlično. In iz tega naslova mladinskega svetovnega prvenstva smo dobili tudi naprej tekme in dobro ime. 15. Zlata lisica je bila prva, ki so jo organizirali na snežnem stadionu. Takrat so začeli uporabljati tudi snežne topove, ki pa so le delno olajšali delo na progi. Z topovi vred pa tudi so prišle večje zahteve. Od FISE so se naenkrat ravno v tistem času začeli pojavljati tudi večje zahteve po širini proge, po debelini plasti snega. Skratka, koliko je to bilo prineslo dobrega, je tudi obenem prineslo tudi dosti slabih stvari za nas sploh, ker organiziramo dirke na taki višini, je bilo kar velika sprememba je naenkrat se čutila, ampak smo se hitro prilagodili. Kot vidimo po svetu oziroma kjerkoli, vsa prizorišča svetovnega pokala v alpskem smučanju si brez snežnih topov ne moreš zamisliti, kajti
kot sem že prej povedal, to so dolžine, širine, tudi visokogorski smučarski centri, kateri imajo obilo snega, se jim pojavi, da imajo na določenih delih, če ne drugega, je spihan sneg, treba ga je nekako spraviti, ja. Mi helikopterjev žal nimamo, kot si jih lahko v Kitzbühelu privoščijo, ampak tudi samo s helikopterjem ne moreš, ni šanse. To so dolge proge in, kot sem že povedal, prevelike zahteve od FIS-e, ki so tudi v največji meri zaradi same varnosti na progi. Opreme niso bile take, smučke ni bilo takih. Večinoma smo teptali, z smučami se je delalo zelo malo, večinoma z nogo. Pred leti nazaj, ko smo začeli, nam je dosti tista bivša naša jugoslovanska vojska pomagala, ne. Sneg smo vozili na progo z raznimi temi žlebovi, smo spuščali sneg z listjem vredne, zelo na malo, kriteriji so bili drugačni, za malo snega smo naredili, tako kot je Andrej povedal, je bil naš tale oče Zlate lisice, Dušan Senča, zelo trmast, po domače povedano. On je vedno vztrajal na tem, da tekma bo in je vedno bila, ne. In so bili tudi hudi časi, ampak na koncu je bilo vse lepo. 25. Zlata lisica je podobno kot 28. minila v znamenju nove selitve v Kranjsko goro. Je pa bila 30. veličastna. Naslednjo jubilejno, 35. so odpovedali. Kranjska gora je gostila še 43., 48. in letošnjo Zlato lisico. Vmes so morali 47. izvedbo med samim tekmovanjem prekiniti. Kaj pomeni domače smučišče, zadnjih 25 let dokazujejo naše reprezentantke, pa tudi nekatere tuje, ki so Zlato lisico sprejele za svojo. Es war auch schön, Kranjska Gora, aber für mich war das immer ein bisschen, oh nein, ich möchte nach Maribor gehen, weil Maribor war einfach wirklich meine, das darf ich so sagen, das sage ich nicht nur jetzt bei Ihnen am slowenischen Fernsehen, das sage ich auch bei Podiumsgesprächen oder im Schweizer Fernsehen. Maribor war meine Lieblingsstrecke. Zlata lisica je bila vedno en pomemben dogodek v sezoni, zato ker je bilo to doma. In domača tekma je en tak poseben doživetje, že zaradi vzdušja, zaradi enega velikega psihičnega pritiska, ampak je izziv toliko večji, toliko več želiš iztisniti sebe. In ne vem, tako kot izziv, a sem sposoben, zmorem tega pritiska. Jaz še zdaj ne moram verjeti, da sem zmagala. Jaz sem bila 100%, ko sem dol prišla, da me bo Vreni prehitela, vendar sem jaz danes res drugi tek perfektno odpeljala z manjšimi napakami, ki so vse pestile, tako da sem presrečna. Tu mi je uvijek bilo dobro, u veloslalom nikad nisam ništa pametno napravila, ovdje u slalomu sam uglavnom uvijek druga ili treća, ali mislim sad mi je to ovo drugo mjesto stvarno dobro došlo jer već dugo nisam završila slalom. Mi je pa res enkratno občutek zmagati, to sem si od nekdaj želela prebiti ta pritisk in to vse domače vzdušje, ki ti ga daje pač novinarji in vse ostalo in to me danes uspelo in res vesela. Pogoji so bili vsako leto drugačni. Največkrat je bilo tako, da so organizatorji upravljali res zelo veliko delo, da so imeli ogromno težav s pripravo proge. In mislim, da je bilo veliko zlatih lisic, na katerih sem jaz tekmovala, ki se verjetno nekje drugje sploh ne bi bile organizirane v tistem letu, ampak organizatorji v Mariboru so delali od jutra do večera, vložili so v to ogromno napora in če je bilo le kanček možnosti, so oni tekmo speljali. Zlata lisica je bila vedno neka tekma, ki je bila drugačna od ostalih. Praktično zaradi Maribora, ki ni ravno nadmorska višina, tako kot ostala športna prizorišča v Alpah in drugod, se je večkrat zgodilo, da so mariborski delavci oziroma tisti, ki so pripravljali progo, se morali dosti bolj potruditi kot pa kjerkoli drugje, ampak vedno so dokazali, da so zmožni narediti bistveno več, kot bi človek lahko sploh rekel, da je to mogoče. Delali so verjetno
ne vem, po 70 ur skupaj, da so to pripravili in to so dokazali tudi na letošnji Zlati lisici, da jim praktično, da iz nemogočega poskušajo narediti mogoče, ne. Kar je na lisici uspelo tudi takrat, ko sem jaz drugo mesto osvojila, da je bila lisica zaradi slabega vremena celo v 2 dneh. Tako da, se pravim, v Mariboru je marsikaj mogoče, predvsem po zaslugi teh pridnih in pa delovnih organizatorjev. Poslovne poteze zadnjih let so smučarski klub Branik pahnile na rob preživetja, pa tudi športni center Pohorje, s katerim je ta smučarski kolektiv tesno povezan. Tisti, ki pripravljamo progo, se kaj preveč ne obadamo s tem, ker direktno povezan ni nihče službeno s tem. Sigurno pa je, da nas skrbi, kaj se dogaja. Absolutno, saj smo člani tega kluba in hočemo vedeti, zakaj gre, kaj se dogaja. Sigurno, koliko ostali fantje ne zvejo tega, zvejo mogoče prek mene, koliko podatkov oziroma informacije sam dobim. Ni nam vseeno, sigurno, kajti tudi sami smo že dostikrat razmišljali, če je to, mislim, če je sploh še smisel prihajati in delati to dirko. Zaradi tega, ker mi, na primer, ne delamo samo po zimi. Mi gremo poleti, čistimo vse te terene, ne samo progo za Zlato lisico, od Areha do sem. Zdaj to več ni ena firma, ampak so 2. Kaj bo v bodoče, ne vemo. Upamo, da se bo našlo dobra rešitev, da ta dirka gre, kajti mislim, da lisica je pojem, lisica je magnet, ki privabi ogromno ljudi. Znamo pripraviti odlične tekme, lani smo dobili celo 3. mesto po gledanosti, oceno smo dobili odlično, tudi letos smo dobili od Skardala zelo veliko pohvalo za veliko in težko delo. Tako da za Maribor bi to bila res velika izguba, saj osebno bi jo pa sigurno pogrešal, močno. Tehnologija izdelovanja snega, tako zvanega tehničnega snega, napačni izraz umetni sneg, ker ni v tem čist nič umetnega, je samo voda pa zrak. Tehnologija tako napreduje, da v začetku zime, konec novembra in začetku decembra, pri temperaturah, ki so in ki bodo vedno ostale, tam -2, -3, -4, se lahko izdela toliko snega, da lisica ne bo ogrožena in tudi zimski turizem na Pohorju ne bo ogrožen. Samo takrat je potrebno napraviti pol metra tega snega, ki vzdrži visoke temperature, tudi tedenske visoke temperature. Če pa ga takrat seveda ne napraviš in čakaš na tisto, kar od zgore pride, kar pa tako ni uporabno, niti za turizem, niti za tekmovanje. Dejstvo je, da brez tehničnega snega ni več smučarije, potem pa seveda si na taki situaciji, kot si danes. Tehnika je spet šla naprej, mi smo zastali v razvoju. Zadnjih 5 let se mislim, da se ni vlagalo v ta naš poligon dovolj. Večne so težave z vodo. Če bi se povezali z mestom, z komunalnim, z Nigradom, z vodovodom in pripeljalo vodo iz Drave pod Pohorje in da bi ti načrti, ne neke strašne načrte, ampak vsaj tisto nujno, kar je potrebno napraviti, se pravi, da bi topove dali na stebre, da bi imeli fiksne, da bi res počakali na vsako minuto, ki je v novembru, je stalno pride mrzlo vreme in takrat narediš tisto osnovno zasneževanje. V dolini je treba komplet 2-krat zasnežiti, to je vsako zimo, ne? In tehnika gre naprej, treba vlagati, seveda, to ne da, jaz mislim, da bo treba mesto reči, ali hočemo imeti lisico, ali je nočemo imeti. Mesto samo je vložilo ogromno denarja v ta projekt in z novimi sredstvi bi bila nova delovna mesta in jaz mislim, da Maribor potrebuje to prireditev, jo imajo radi in da bojo župan in županstvo, tudi vsi ostali, ne. Če ravno je sedaj kriza, bojo se mogli odločiti, ne, ali hočemo imeti to telovadnico, ne.
pa nočemo. Meni je všeč, da je, mislim, da je, pa to samo škoda. Časi recimo, da letos, ko bi ne bil jubilej, ne, pa je bilo bolj klaverno, mislim klaverno. Prvič ena tekma odpovedana, pa da ni bilo v Mariboru, to bi bilo ta prava, če bi bilo, ne, pravi jubilej bi bil pol taki Abraham, ne. Vse skupaj se je začelo predlani, ko me je Andrej Rečnik poklical, če bi mu prišel pomagati narediti rečki smuk. No, tisti smuk smo speljali, naslednjo leto pa me je poklical, ko je bil čas za Zlato lisico, me je poklical, me je vprašal, če je preprosto prišel zraven. Brez pomislekov rekel, ja, ne. Ja, Kranjska Gora letos, napori, strašni, mraz, sneg, hitro zbujanje, izčrpanost. Težko bilo, ja. Ne, morale zihe nisem zgubil. Študiram pa, da bom naprej pomagal pri Zlati lisici. Če pomislim na začetek 70-ih let, ker 3 leta zaporedoma ni bilo tekmovanja v Mariboru, ker ni bilo pogojev za to, da bi se tekmovanje odvilo, smo še sedaj na sorazmerno varni strani, zato ker nam je v zadnjih 10 letih res, da smo se nekajkrat silili, ampak samo ena tekma je bila odpovedana, vse druge smo pa realizirali, tako da je pogled vnaprej lahko kar optimističen. Vremenske spremembe so pa vedno bile verjetno takrat, ko vreme obstaja in takšne nas čakajo tudi v bodoče in temu ustrezno se pač treba prilagajati. Striktno v levi strani ograje dol. Zaradi tega, ker je mašina zdaj že bila not, ne smemo si privoščiti, da gremo not s skijami, ja? V prvi vrsti bi se zahvalil Pohorcem iz reke na Pohorju, našim sovaščanom, ki so bili prvi delavci na Zlati lisici. Oni so pripravljali proge in jaz sem zelo vesel, da sem bil član njihove ekipe. Zato se jim od srca zahvaljujem. Pozdravil bi tudi vse člane tehničnega odbora, ki so delali na naši Zlati lisici. Gospoda Francija Čopa, brata Sevčnika, Dušana Šobra, Leopolda Krajnčiča, Janeza Lukšiča, Aleha, Pavleta Kandusa, Dolfeta Reitmajera, Zmagota Ditnerja, Tažija in našega gumibavca. Rad bi se zahvalil tudi delavcem RTV-ja, gospodu Stanetu Škodleru, gospodu Lado Vindišu, Askerju, Stinetu, Dejanu Čretniku. Prav tako bi se rad zahvalil vsem delavcem Pohorske spenjače, ki so nam ogromno pomagali, vsem zasneževalcem. Ravno tako bi se rad zahvalil športnim delavcem Kranjske Gore, ki so nam večkrat pomagali pri izvedbi naše Zlate lisice v Kranjski Gori. Prav tako bi se rad v tej priliki spomnil vseh tistih, ki so že odšli, ampak smo se od njih mnogo naučili. Tako kot v preteklosti, ko je Zlata lisica prehajala skozi burna obdobja, bo tudi v prihodnje. Dejstvo je, da se generacija, ki je zraven že nekaj desetletij, poslavlja. Če bo pozitivno trmo prenesla na mlade, ki pa jih je v Braniku vse manj, potem bo tudi eno največjih mednarodnih tekmovanj v Sloveniji še naprej ustvarjalo nove razborljive zgodbe.